V tej katehezi bi rad razmišljal o imenu Jožef. Jožef pomeni pomnožitev. In na kaj dragocenejšega lahko pomislimo ob tem imenu kot na pomnožitev ljubezni, ki je najbolj vredna rasti. In o tem je razmišljal sveti Alfons Liguori. Namreč o tem, kako je v srcu Jožefa rasla ljubezen do Jezusa in do Marije. Nekako tako razmišlja, da ko ljudje živimo skupaj, dalj časa se rado zgodi, da postane ljubezen med nami bolj površinska. Še posebej zato, ker je lahko ranjena od egoizma in sebičnosti. Pri svetem Jožefu pa ni bilo tako. Ampak Jožef je v svojem domu opazoval, kako je rastel Jezus, ne samo telesno, ampak tudi v svetosti. In ko je to opazoval, ko je gledal s svojimi očmi, kako raste pred njim Bog, se je množila tudi njegova ljubezen do Jezusa in do Marije. In prav to nas vabi k posnemanju, da bi tudi mi v naših medsebojnih odnosih bili pozorni ne na napake, vsak jih ima, ampak vsak ima veliko več dobrega in lepega. In to se mi zdi zelo pomembno, da smo pozorni na lepo in dobro, ki je v vsakem izmed nas. Da drug drugemu pripovedujemo o tem lepem in dobrem, da drug drugega spomnimo na to lepo in dobro, kar nosi vsak v svojem srcu. Kaj se bo zgodilo? Zgodila se bo rast ljubezni v mojem srcu in pa v srcu mojega bližnjega. Drugo, kar bi izpostavil pri svetem Jožefu kot v povezavi z rastjo ljubezni, pa je njegova zaščitniška vloga v življenju Jezusa in Marije. Med mnogimi poklici, ki jih Sveto pismo predstavlja, posebej izstopata dva, tako se mi zdi. Apostolski poklic, to je poslanstvo apostolov, da Jezusa oznanijo svetu, in pa poklic svetega Jožefa, njegova naloga pa je, da ga pred svetom skrije, da ga zaščiti. In to se mi zdi zelo pomembno tudi za nas vse. Namreč, da tisto, kar je v našem življenju dragoceno, kar je najdragocenejšega, da tudi mi zaščitimo pred svetom, da to skrijemo. In se mi zdi, da je to ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Kajti pri tem ne mislim na ljubezen kot na čustvo ali kot na neko romantiko, ampak na ljubezen kot odločitev. Odločitev, da bom z drugim, odločitev, da bom drugemu prisluhnil, da ga bom pozorno poslušal, odločitev, da si bom vzel čas za drugega, za bližino in ne samo za drugega, tudi za drugega z veliko začetnico. Namreč danes nas svet vabi v druge smeri. Danes nas svet vabi k temu, da se oddaljimo drug od drugega in ne nazadnje, da se oddaljimo od Boga. Tudi sodobni Herodi so ves čas na preži, da bi nas oddaljili od drugega in od Boga. Lahko je to tudi telefon, lahko je to tudi televizija, lahko je to tudi računalnik. Vse to ni slabo samo po sebi. Slabo pa postane, ko nas vleče od Boga in od bližnjega. In na ta način to ubija ljubezen. Sveti Jožef se je boril proti tem sovražnikom, proti Herodom, proti Herodu, tako da je skupaj z Jezusom in z Marijo zbežal, najprej v Betlehem, kasneje v Egipt. Tudi mi posnemajmo njegov zgled in zbežimo proč od vsega tega skupaj z Jožefom pred betlehemski hlevček. Tam bomo našli drug drugega in ne nazadnje, tam bomo našli Boga.